Tudi dober večer, pa en lep pozdrav vsem, ki ste se zbrali k temu razmisleku o Božji sočutnosti, ki seveda nagiba vsakega izmed nas k posnemanju, k tisti globoki sklonjenosti, tisti medsebojni zaznavnosti, posebej v trenutkih, ko naše življenje ni lahko, ko je nočne. Krščanstvo ima dva največja praznika povezana z nočjo. Seveda nočjo, ki postane sveta, zato ker se sveto skloni, ne samo pred 2000 leti tam tja v betlehemski hlevček, ampak vznemirjeno to sveto išče mojo noč in mojo temo, da se prebudi kot sveta svetloba, kot tista Božja blagost, kot Božja milina, da se porodi kot, na nek način bi lahko rekli, res kot detece, da ga prižameš k sebi, kot je hudo. Zakaj otrok? Preprosto zato, ker otroka si upaš sprejeti. Vsak izmed nas ima svojo zgodbo in nobena zgodba ni samo enostavna. In včasih se vedno več ljudi srečujem, ki se bojijo sočloveka, bojijo se, da bi bili ponovno prizadeti, ponovno ranjeni. Zato se Bog skloni kot dete, sveto, v noč, ki postane sveta, svetla. Noč, ki se prebudi neko globoko umirjenost, sočutno bližino, tako da preprosto zmoreš vstati in iti naprej, ker nisi več sam, ker si prebujen v bližini, pisano z veliko. In druga noč je velika noč. Noč velikega trpljenja, mojega, tvojega in njega, ki postane sotrpeč, v trpljenju sočuten, ki nas preprosto ne more zapustiti, ko nam je najtežje. Tudi če bi te oče, če bi te mati zapustila, jaz te ne morem zapustiti, ker sem ljubezen, pravi Bog. Zato bomo danes razmišljali o Božjem sočutju, v nadaljevanju tudi o našem sočutju. Preprosto zato, ker se mi zdi, da krščanstvo premalo poudarja sočutnega Boga. Tako mislim, če katera religija, potem lahko krščanstvo govori o sočutnosti. Kajti krščanstvo je sklonjenost Boga k našemu življenju, še več. Krščanstvo je sklonjenost Boga k naši nebogljenosti in nemoči. Res je Bog, lahko bi rekli, očka, tako je rekel Jezus. Sami vemo, da če se otrok lepo igra, starš samo tu pa tam malo pošpega in je miren in zadovoljen. Če pa otrok trpi, če pa starš zazna, da je otroku hudo, ga ta bolečina vznemiri in se mora skloniti k otroku, kot bližina. Saj mnogih težav, stisk mi preprosto ne moremo drug drugemu razrešiti, jih moramo nositi, jih moramo sprejeti, jih moramo predelati, nas morajo predelati, kakorkoli že rečemo. Ampak če nismo sami, če je z nami nekdo, ki sočuti, če v temni uri svojega življenja nismo zapuščeni, potem lažje zmoremo. To je božanski vzorec, to je vzorec Jezusa Kristusa, ki ga je prinesel v čas in prostor. Da lažje živimo, da lažje preživimo, še več, da lahko tudi profitiramo na tej zemeljski avanturi, ki smo se jo izbrali, čeprav nam bi bila, tako pravi Svetopismo, od Boga krepko odsvetovana. Samo tega ne, pravi tam na začetku Svetega pisma, Bog ad amu, ad am pa pomeni človek, pomeni zemljan, pomeni mene in tebe, tako verjamem. Pomeni našo konkretnost, zemeljsko, razpeto v meje časa in prostora, v spoznavanje dobrega in ob dobrem tudi hudega. Ampak mi bomo začeli torej razmišljanje
z vprašanjem trpljenja, namreč ta knjiga se začne z vprašanjem trpljenja, temeljnim vprašanjem. Če je Bog dober, če je Bog vsemogočen, kako se nam lahko dogajajo hude stvari? Pred kratkim sem imel eno razmišljanje za eno skupino ljudi in je uvod rekla gospa, ki je napovedala to predavanje, je rekla, ja, če si pa veren, je pa to vprašanje lažje razumeti. Figo. Če nisi veren, potem pač rečeš, pač tak je, ne. Tak nam je usojeno, oziroma tak je, nimaš kaj, ne. Z tem vprašanjem ne ukvarjaš, preprosto se ukloniš dejstvu trpljenja. Če si pa veren, torej, če veruješ v vsemogočnega in dobrega Boga, te pa dejstvo trpljenja spravi v paniko. Spravi v vznemirjenost. Tebe kot otroka, ki veruje v dobrega in vsemogočnega Boga, dejstvo trpljenja nujno vznemiri. Ne moreš biti miren, ker veš, da tega ne bi smelo biti, da je zlo na nek način neupravičljivo. Torej, če je Bog in če je Bog dober, zakaj je toliko tako silovitega trpljenja pri meni in ob tistih, ki jih spremljam? Moj problem je vedno bil trpljenje, ne. Mislim, da sem prav zaradi tega zbolel na srcu. Verjetno tudi zaradi tega me je srečala možganska prenapetosti, ker sem se srečeval s preveč težkimi zgodbami in nisem jih znal izročati, ne. To je problem dedcev, ne. Vsaj mene. Ker ti hočeš rešiti, ne. Povejte svojim možem, da ni treba rešiti trpljenja. Pa povejte tudi meni, ne. Ker ko pride žena domov in začne pripovedovati stiske, v moškem nagon, da takoj reši, ne. Če ima tam zagamanega šefa, bi on vstal in ga namlatil. On bi rešil zadevo. Ona pa ve, da bo preživela, mogla tega tipa tam v službi prenašati, hočeš ali nočeš. Ona rabi sočutje, ona rabi poslušanje, ona rabi zaznavo, ona rabi čas moža, da v tem, kar doživlja, ni sama, da je zaznana. In bo govorila toliko časa, ne, mogoče bi moški rekel težila, dokler z žensko intuicijo ne preveri, ali je njen dec vzvaloval v odnosu sočutja. Dokler on ostaja pri tehnični pameti, ne, da bi on hotel rešiti to zadevo, ampak to je moj problem, to je problem verjetno večine moških, ne. Toliko časa bo ona govorila, ker hoče priti do sočutja, do srca, mi pa tehniki, ne. No, za mene je verjetno srce pa možgani preprosto zato, ker sem tehnik, ne. Ker sem hotel razrešiti, ne. Ampak ti lahko nekaj razrešiš, lahko nekaj rešiš. Večino pa ne moreš in je potrebno samo sočutiti, imeti čas za posluh srca, imeti čas za zaznavo duha, imeti čas za prebujenje v odnosu s tistim, ki pride k tebi s stisko, ne. To je pa za moškega težko, vsaj za mene je očitno težko. In zato, recimo, me je srečalo, recimo to, pri srcu in pri možganih. Pred 2 mesecema ponovno me je iskala, ampak zanimivo, ne, pred parimi leti je našla, zdaj pa je rekla moja doktorica, zdaj pa ni našla in sem se za hip vznemiril, ali je naletela samo na praznino, ne, da ni mogla, da ni. Ampak sem kar hvaležen, ne, mogoče je bila samo raztresena, vsekakor ni našla oziroma je šla nekako, malce je šla mimo, ne. Ampak ozadje je, ne, so stiske, ker jih vzameš preveč zreš in so mi prepovedali, doktorji, do novega leta težke pogovore imeti. No, to so pač oni svetovali, ne, zdaj pa, ali pa jaz to upoštevajo, pa seveda moja presoja, vsekakor pa marsikaj moraš res preprosto upoštevati, ker vidiš, da prideš do določenih mej. Ampak ne zato, ker je problem v tem, da prihajajo k tebi ljudje problem, ampak zato, ker še jaz nisem dozorel. Jaz vedno bolj ugotavljam, kako sem jaz pravzaprav začetnik na enih veliko osnovnih zadevah, ne. To, da izročiš Bogu, ne.
Torej, zdaj, ko snemate, ne smem povedati, kdo je to, ampak en moj prijatelj, da bom povedal, kdo je, ne, ker ne mara tega, pravi, da sploh nimam vere. On je sicer ni duhovnik, ne, opravlja, bi rekel, zelo praktičen poklic. Ne smem povedati, kakšnega mi je zelo žal. Ali pa če ne povem. Torej pediker, ne? Pediker pravi, da nimam vere. Ampak zakaj? Zato, ker ne izročim, ker zadržim, ker matram svoje srce in svojo pamet. Tudi ta knjiga je ratala zato, ker se preveč matram in mogel izpisati, ker drugače bi preveč stvari ostajalo v meni, ne? Tehnične pamet. Ampak to je vprašanje, če je Bog dober. Pa zdaj, če bi se jaz s tem vprašanjem samo tako, bi rekel, tu pa tam malo ukvarjal, ne? Za hobi, ne? Ko ne bi imel kaj delati, pa bi si rekel, no, dajmo še eno zagamano vprašanje, ker križank tako običajno ne rešim, kaj davčne, pa dajmo se malo s tem vprašanjem matrati, ne? Ne, ampak s tem vprašanjem sem pravzaprav vedno znova se primoran soočati, ne? Ker prihajajo k meni ljudje z zgodbami, ne? To so težke zgodbe. Tina pozna Vanča pa Natalijo, ne? To je samo ena od zgodb, ne? Ko ti umre otrok, ne? To so grozne stvari, ne? In ta njun obisk, recimo, ko sta prišla povedati, ne, da jim je umrl otrok, ne? Mislim, to so zame stvari, ki jih preprosto ne moreš pozabiti, ne? Najprej jočeš in potem pomisliš, ne, a bosta tudi izrekla tisto vprašanje in sta ga izrekla, ne? Vsak večer izročava najina otroka Bogu, ne? Kako se je lahko to zgodilo? Ne? Kaj je zadremo? A ga baš boli? Ne? Kaj to pomeni? Kako lahko oznanjaš dobrega in vsemogočnega Boga, če bi rekel en bedast slučaj, da se je kaj takega zgodil, ne? In pol kmalu po tistem pride nekdo, ki je bil zraven tega dogodka in izreče še bolj težko vprašanje. Vpraša, kaj sem naredil narobe, ne? Ker se je zgodilo to na nekem druženju in ta človek je vodil to druženje. Kaj sem naredil narobe, da me je Bog tako kaznoval? In zato sem moral napisati to knjigo, ne? Moral sem jo napisati. Za zagovor Boga. In zanimivo, ne? Škof, Lipovšek, moj škof, se mi je zahvalil za to knjigo, ne? Čeprav sem mislil, da bo koga vznejevoljila, ampak preprosto jaz verjamem, da je dozorel čas, da začnemo verjeti v krščanskega Boga. Da se mu prepustimo. Da zapustimo tisto logiko, ki nima nič opraviti z evangelijem, ker je logika germanskega prava pa rimskega pojmovanja časti. Namreč, če nekdo užali kralja, ne more dati za zadostilo, tako pravi rimsko pravo, nek navaden človek, ampak mora biti to vsaj princ, ne? Da lahko poteši užaljenost tega kralja, ne? In če je človek, ne, ki ga je, mimogrede rečeno, ustvaril ta Bog tako nebogljenega, ne, s to nebogljenostjo užalil in prizadel, ne, kakšna čustva smo mi vnesli v tega ljubega Boga, Bog se nas usmili. Božja ljubezen je prizadeta, ne, užaljena, povecuje nos, ne, dol, zato ker je tam tisti, ne, to je isto, šivilja, razumete, se šije srajco in narobe zašije in potem se jezi na srajco. Ja, dragi moji, kdo pa je srajco zašil? Da je pa človeka ustvaril, ne? Ta Bog se zdaj strašno jezi in je užaljen in grozno trpi, razumete, iz užaljenosti. Nima 3 dni molka, ne, da ne govorimo, ampak nekdo ne skliče. Nima 3 dni molka, ampak razumete, on hoče, da sedaj pa trpi njegov sin, ne. To nima s krščanstvom nič opraviti.
To ima opraviti z rimskim pravom, pa germanskim pojmovanjem časti. Tako, še vedno nas kličajo. Ja, tako. Ja, razumete, ne? In zato prišlo vprašanje od tega človeka, kaj sem jaz naredil narobe, da me je Bog tako kaznoval. In je mogel biti odgovor, jaz tukaj ne bom razlagal, to boste lahko, oziroma si lahko v knjižnici sposodite, lahko berete. Čeprav predlagam, ko prijete do tega poglavja rimskega pojmovanja časti, germanskega pojmovanja časti, predlagam, da preskočite. Ker tam se dotikam bolj. Ta knjiga je pisana tako, da pove vmeš kak vic, da tudi svetuje, da kaj preskočiš, ker je malo bolj zaguleno, pa tako naprej. Recimo to svetujem, da preskočiš. Tudi jaz bom zdaj preskočil, ne bom se ukvarjal. Bolj se bom ukvarjal z tem drugim vprašanjem, ki je vprašanje, kaj če je Bog dober in vsemogočen, kako je to mogoče. Tu vam na uvodu knjige vse mogoče dosedanje variante, kako so to razlagali, recimo, da pač mi ne bi vedeli, kaj je dobro, če ne bi doživeli tudi hudega, potem in tako naprej, razne poskusi zagovora Boga so bili. Ampak, ker pišem to knjigo z prizadetostjo ljudi, ki so se jim res zgodile hude stvari, dejansko temeljito preverim in tudi ovržem, če ugovor oziroma zagovor tega preprosto ne drži oziroma ne vzdrži. Lep pozdrav. Ti gospe moram dati poroko. Živijo, Barbara. Pozdravljena. Tako. Kako? Jaz sem jo nadaril, ti se pa pozdravil. To je pa vsi ven stilčno. Ja, tako. Torej, kje sem skušal potem najti odgovor? Skušal sem ga najti v mitologiji, torej tej judovski mitologiji, ki je izjemno bogata v uvodu v Sveto pismo, torej v začetku Mojzesove knjige. Se tako spomnim profesor Krašovca, še zdaj ga vidim, kak je hodil po predavalnici za Svetim pismom, odprtim in razlagal tisti uvodni del v Sveto pismo in je povedal, da je pravzaprav v tistem uvodnem delu poskus odgovora na najbolj temeljna človekova vprašanja. Mi se takrat sicer nismo dotaknili vprašanja zla, trpljenja, ampak mi je bilo dovolj, da je to povedal. Namreč to me je usmerilo v premislek te zgodbe, ki govori, kako je bil človek ustvarjen v rajskem, kako smo živeli v rajskem. In v tistem rajskem je bilo mnogo dreves, mnogo ponujenih priložnosti, območij izkustva v znamenju dobrega. Samo v sredi rajskega je bilo drevo, ki je ponujalo sad, ki ga je pa Bog odsvetoval. To je bilo spoznanje dobrega in hudega. In Bog reče človeku, poglej, vsa izkustva rajska ti privoščim, samo tisto v sredi pa pust pri miru. Tega se ne dotikaj. Vi veste, kak je, če ti reče nekdo, tam imaš 10 vrst sladoleda, pa rečeš, sam tistega rdečega pa ne. In zakaj pa ne? Zato, ker ne. Vsaj mičke rdečega bi dajte, da bom videl, zakaj ne. Da prav. Prepovedan sad, to je pregovorno znano, je najslajši sad, priteguje. Reči otroku, ti spust pri mir, ti se bo dotaknil, ker mora preveriti. V nas, ne vem, če je vseh, ampak vsekakor v meni je, pa tudi v vas vseh, ki ste tu prisotni, eno hotenje po izkustvu, po spoznanju, po preverjanju. In nas je pritegnilo in potegnilo v območje, ki omogoči izkustveno spoznanje dobrega in hudega. To je pa čas in prostor. Mene je fascinantno, smo tu zelo rad astronomijo, mi je fascinantno,
kako so mistiki ali pa tudi ti svetopisemski pisatelji dejansko opisali, orisali nekaj, kar astronomi odkrivajo oziroma spoznavajo šele sedaj. Ne? Recimo, za primer, v središči galaksij, vsaj v rimski cesti, ne? V središči galaksij je območje, ki te potegne v novo razsežnost. Ne? To je tako imenovane črne luknje so. Ne? Tam se prostor ukrivi in ti padeš za horizont tega časa in prostora in nimajo pojma kam. Apostol Pavel pravi, da vse stvarstvo, kakor v porodnih bolečinah, hrepeni po odrešenju. In včeraj smo brali v Evangeliju, kako se je tisti gospodar, kralj vinograda razkajfal nad tistim malopridnim, slabo oblečenim, slabo z dobrim opremljenim služabnikom in je vrgel, kaj pravi, ga je vrgel na obrobje, ne? Na začetek. Namreč vse, kar je v tej naši galaksiji, milijarde planetov, pleše okrog tega središča. In se vrti in pleše in to središče priteguje, dokler ne omogoči vsemu, kar je, vstop v presežno, v novo razsežnost. Ne? Tudi Jezusov grob, zame je Jezusov grob dejansko točka, območje singularnosti. Prav tako črna luknja, predor v novo razsežnost bivajočega. Ljudje smo zelo obredna bitja. Jaz, dokler mi oče ni umrl, nisem razumel ljudi, pa kaj ta pobožnost hodijo tam k Božjemu grobu, tiste mamike, pa tam klečijo, pa molijo, pa kar tam gledajo tisti Božji grob, zakaj ne? Meni tisti ni kaj dosti pomenil. Po tistem, ko mi je pa oče umrl in sem pokleknil k Božjemu grobu z mislijo na očeta, sem izkustveno zaznal singularnost Božjega groba, groba Jezusa Kristusa. Ta Božji grob je dejansko območje, ki te odpre v novo razsežnost bivajočega. In mi smo obredna bitja. Ne? Recimo, večina starih plesov, tudi slovenskih starih plesov, te plese, ki jih zdaj dva skačeta sem pa tja, ne? To so prevzeti gor iz severa, niso. Ampak temeljni indoevropski plesi, naši skupni plesi so bili plesi okrog ognja, v nasprotju, pa to imaš tudi v Afriki, v nasprotju, kakor se vrti ur in kazalec. Ne? Zakaj je bilo to? Kaj se to? Ponazarja se galaktični ples. Oni so plesali okrog ognja in so doživeli tudi, bi rekel, razna duhovna izkustva. Mi smo obredna bitja, ne? Zdaj sem malo se umaknil, ampak mene te vse stvari zanimajo. Astronomija, ne? Kako vse pleše okrog te točke presežnosti. In v središču rajskega je bila tudi singularnost. Padel boš v območje časa in prostora, pust primir, ker v rajskem tega izkustva ne boš hudega, seveda, ne boš mogel doživeti. Ampak mi smo se približali. In ko smo se približali temu drevesu, pravi tankača, je bila skušnjava močna. Bolj, ko si blizu te točki singularnosti, bolj te odvleče. V nekem momentu je ne moreš pobegniti več in te pogoltne v novo razsežnost. Niste se mogli opreti skušnjavi in Adam, jaz in ti, smo pristali v območju izkustvenega spoznanja. Zdaj pa tu huda težava, ne? Veste, kaj je težava? Da mi se preprosto ne moramo sprijazniti s hudim. Zdaj, tam pravi, Platon pravi, ne, da pijemo z reke pozabe. Ne pomaga. Ti veš, preprosto ne moreš prenesti, da trpljenje je. Pa če ga še zase nekako sprejmeš, se ne moreš sprijazniti s trpljenjem svojih najbližjih. Preprosto veš, da ni opravičljivo. Ni pomagali, premalo smo pili, nikoli ne moramo toliko piti. Ne?
Nekateri se sicer potem opijanjajo, da bi z alkoholom, ampak tudi to ne pomaga. Ko se strezniš, je dejstvo spoznavanja dobrega in hudega realnost. In tu ni rešitev. Sam zase sem našel v tej svetopisemski zgodbi najbolj temeljno, zame sprejemljivo razlago. To ne pomeni, da zdaj lahko se bom sprijaznil s trpljenjem. Ampak moj razum je našel zgodbo, je našel mit, ki mi pomaga misliti. Ki mi pomaga misliti naprej. In zgodbe najbolj pomagajo misliti naprej. Definicije so manipulacija resnice. So okrnjenost resnice. Zgodba, mit je pa razkošje resnice. Definicije, to je, razumete, ti en prinese pico, pa ti nekaj porine, pa ti reče, pa ti da analizo tega. Mit je pa okušanje, je resničnost, je užitek. Zato verjamem, da se bomo vedno bolj vračali k temu, iz česar smo pravzaprav išli. Išli smo pa iz zgodb, iz tistih starih zgodb, iz ljudskih zgodb. In verjamem, da se bomo povrnili tudi k ljudski pesmi, kjer so dolgi eji, aji, oji, uji, i, da se lažje veseliš in da lažje jočeš. Da lažje v zvenenju prebudiš sočloveka v sočutno zaznavo tega, kar doživljaš. In so peli, ko so jokali, in so peli, ko so se smejali, in so peli, ko so sočustvovali. Sedaj si pa izrečemo moje sožalje. Močen bod. Ja, ja. Kako sem jaz jezen na to besedo močen bod. Znam, veste, kaj se je pa zadnjič zgodilo? Dva prijatelja sta prišla k meni, oziroma en prijatelj pa njegov znanec, in tisti znanec je na poti zvedel, da mu je umrl oče. In ko sta prišla k meni, mi je ta moj prijatelj rekel, zvedel, da mu je oče umrl, jaz sem mu dal roko, sem rekel, močen bod. In že par let govorim, da je to najbolj blesava beseda, ko se nekomu zgodi huda stvar. Se vam pravim, da sem začetnik. In tisti hip sem bil jezen nase. Ne? Zakaj močen bod? Ker si ne dopustimo, da bi zazveneli v sočutju. Ne? Ti moraš biti močen. Ne? A bi mogoče kako injekcijo, ne? Pomirjevalo. Ne? Ja? Ne? Ker mi ne prenesemo zvenenja, mi ne prenesemo sočutenja. Mi se bojimo. Mi se bojimo doživljajske resničnosti drug drugega. Zato ni več ljudskih pesmi z dolgimi eji, oji, uji. Ampak so vse tiste tuf, 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 ne? Hoj, ladri, hojem se saj, in je vedno več notranje osamljenih, in ni več ljudske poezije, ne? In ni več bajk, in ni več legend, in ni več tega, ne? Vse neke nadaljevanke, kjer se pač kar streljajo, pa ljubijo. Eno in drugo, dva kontrasta imaš na kup dana. Enkrat sem poslušal, ko sem bil še mali, Ježeka, takrat, jaz sem že stari človek. Ježek je rekel, na 10 minut se mora v kavbojki pojaviti ženska, pa čeprav sred vode. Zdaj mora biti pa na pol minute ali strastno ljubljene ali pa umor, ker reče dolg cajt. Ker mi ramo mi nimamo časa. Ne? Mi se bojimo imeti čas. To je naš problem našega časa, ampak jaz sem strašni optimist. Vedno več ljudi srečujem, ki se več ne grejo te norije in vstopajo v območje razkošja, sočutenja, zaznavnosti, prepoznavnosti in zopet berejo pravljice in si drug drugemu pripovedujejo zgodbe in imajo čas. Jaz sem prišel zdaj po možganski kapi, sem kaplan v Lučah pa Solčavi in sem prišel med hribovce in sem bil prav šokiran. Če sem šokiran? Ker ti ljudje imajo še čas. Razumete? Čeprav so v hribih in morajo veliko narediti, imajo čas. In danes me je povabil sosed na južno in tam je imel
bil je en, ki je prišel z neko mašino delati in je plačal na uro, ampak oni so imeli po južni čas, tako da sem bil že živčen. Ne? Čeprav se počasi navajam, da imaš čas, ampak ura pa pol se mi zdel pa že predolg, ne? Ampak so imeli čas. Zakaj so imeli čas? Ker je mama zbolela in so se morali dolgo pogovarjati, zato da v svojem čutenju niso osamljeni. Rabili so čas, ne? Veste, občudujem, se vam pravim, jaz se moram veliko naučiti. Strašno rad sem, recimo, ne, ti poznaš Toneta, knezovega Toneta, ne. Ko on pride, razumete, k meni, pa me pogleda. Pa predne reče eno, jaz sem že čisto živčen, ne, ker rečem, kaj bom jo povedal. Pa ko on me prvo gleda, zakaj prvo gleda? Ker se morava zaznati. On me mora planiti, ne. Ne, on me gleda. Tako kot gleda drevo doma, pa živino in jo zazna, tako tudi mene gleda, kot en goslička. Me gleda in ko me zazna, mi pa izreče besedo. To je mojstrovina. Jaz sem čisto živčen, še vedno, po 3 letih sem čisto živčen. Ko se on približa, se ti veš, ampak to so, veste, živijo na koliko višine je gor? 1200, ja. Veste, tam, ampak se učim. In morali se bomo učiti, zopet drugega zaznati, da se bomo prepoznali, ne samo na nivoju manipulativnega spoznanja, pametnosti, ampak da se bomo zaznali in prepoznali na nivoju srčnosti. No, te sem malo preskočil, ker prej vmes še mora priti Jezus. No, namreč mi smo zdaj tam. Adam, človek, se odloči, da vstopi v izkustveno spoznanje dobrega in hudega. Kaj pa zdaj, reče Bog, vse si je zaslužil, zdaj pa ne izkusi. Da, tako mi rečemo, ne. Vse si je zaslužil. Ne, Bog ne reče tako. Se že uvod sem vam povedal, da je Bog moč ljubezni. Tam eno poglavje ima provokativno naslov, bogovi so padli na glavo, ne. Sveta Terezija Avilska je rekla, da ne vem, to nikoli ne vem, dete ta Jezusa ali Avilska. Vsekakor ena od teh Terezik, vse Terezike so moje prijateljice, Avilska je rekla, oprosti, da ti rečem, o Bog, to, da tvoja ljubezen gre do norosti. Ne? To je to. Razumete, on, ki je nad vsem, a je vendarle vse v vsem, ne? Se skloni iz presežnosti in se inkarnira v času in prostoru, v človeku prepoznavno bližino, torej kot človek, Bogočlovek, Jezus Kristus. Torej zame ni večje pretresljivosti, ki se je mogla v zgodovini od vekomaj in do vekomaj zgoditi. To je pretresljivost, ob kateri sem vedno znova ganjen. Zakaj? Zato, ker se ta pretresljivost dogaja kar naprej. Ker to ni bil dogodek, ki bi ga se spominjali, ampak je dogajanje, ki hoče biti dogodek v zgodbi slehernega izmed nas. To je ta Božja pretresljivost. Bog se skloni v čas in prostor, ne ko mi praznujemo, čeprav je bil tudi na ohceti, ampak ko trpimo, ko išče noč. Moja noč in tvoja noč. Se tako spomnim moje tete Bete, bomo zdaj malo pravljice, to so zgodbe pripovedoval. Jaz ne izhajam iz nekak najbolj verne družine, ne? Ampak največ sem se naučil na kmetih. Se spomnim moje tete Bete na Pohorju, ona je imela žegnano svečo v Gredenci, še zdaj vem točno, kak je odprla Gredenco in kje je bila žegnana sveča. In kadar so se zgrinjali nevihni oblaki, je ona vzela žegnano svečo, jo prižgala, rožni venc in zamolila. Jaz sem vedel, huda ura je in teta Beta moli. Potem pa sem prišel enkrat, bil je tako lep dan. V mojem otroštvu je bilo v tistem dnevu vse samo radostno. Sem stopil v kuhno in teta Beta je imela prižgano žegnano svečo in je molila. In jaz kot otrok sem rekel, teta Beta, saj sonce sije, saj ni hude ure. In je rekla ona, veš, Karli, včasih je huda ura,
samo človeku v duši. In se takrat še nisem čisto razumel, danes jo pa razumem popolnoma. Veste, to so zgodbe, ki te nagovorijo in ti sporočijo. In pred 2 mesecema sem mislil, da bom umrl, to je bila ena noč izjemno zanimiva, zdaj ko gledam nazaj, takrat sem bil pa popolnoma posran. Lahko naredite tam ampak dejstvo je to bilo. Namreč med 1 in 3 uro sem jaz mislil dobesedno, da bom umrl, ker sem se tako počutil. In v tistem hipu mi je bilo strašno hudo, da sem celibater. Torej, kar prenašam svoj celibat dokaj v redu. Želel sem si ene bližine, enega dotika, da bi se, razumete, tudi če bi mi nekdo šel skozi na živce, tisti hip bi ga rad imel ob sebi. Ne? Pa ni bilo. In takrat sem se spomnil, veste koga? Tete Bete. In sem začel, Gospod Jezus Kristus, umiri me. Ampak 2 ure sem rabil, da sem se zrajtal. Potem sem pa po 5 minutah zaspal. To deluje. Mi samo odpremo tiste prodore k sebi, ker Bog je vedno na dotik. Prodremo in se prebudi v zaznavo. Ta Božja inkarnacija, ne mislim samo na Evharistijo, to je na dotik, ampak na občutek, ta je še zdaj prav tako čudežna in pretresljiva in delujoča. Bog je dobesedno nor v ljubezni. In ko ga kličeš, predlagam, jaz imam noter eno riževo čokolado, stavim za riževo čokolado, to imam najraje. Ne bom rekel, katera trgovina, ampak tuš, velika. Evro pa 7. Sem kar 2 vzel, tako da polovico ene sem že maznil, še imam 1,5. Si upam staviti za tisto ta celo čokolado, tistemu, ki to ne bi deloval. Ker Bog noče biti teorija, on hoče biti izkustvo. On beži od teorije. On je čisto živčen, če ga imamo samo v teoriji. Veste, kakšne kozlarije smo se naredili iz tega ljubega Boga. V izkustvu pa ga nismo mogli izmaličiti. Tam pa je vedno odrešujoča ljubezen. Ti ga kličeš. Gospod Jezus, ko ti bo hudo, naredi preizkus. Najprej kliči Janko in Metka, pomagajte mi. Janko in Metka, pomagajte mi. Pa nič ne prime, se je pri meni prijel. Potem pa prosi, Gospod Jezus Kristus, usmili se me. 2-krat, 3-krat že deluje. Samo da odpreš malce, takoj vstopi in te umiri. Bog je živi Bog, je izkustveni Bog, je odrešujoči Bog, je delujoči Bog. To je ta pretresljivost krščanstva. Ampak res, to je res pretresljivost. Ne? V hudih urah našega življenja hoče biti Bog sočutna bližina. Ne? To je odgovor Boga. Ne pred 2000 leti se je zgodilo, ampak danes se hoče zgoditi, oziroma se hoče zgoditi takrat, ko ga bo tvoja duša potrebovala. Samo je res zanimivo, ne? Jaz sem duhovnik že 30 let skoraj, ne? Pa rabim 2 ure, da se zrajtam na Jezusa. Ne? Se prej pobožno moliš, ne? Sam, veste, Bog ne želi pobožnosti, Bog želi otroškosti. Bog želi, in včasih mora biti res že skrajna panika, da me pa sreča pametne. In se mu prepustiš in predaš. Ne? In kaj to pomeni za naše življenje? Odgovor je že čisto preprost. Ne? Če je Bog sočutnost, smo tudi mi dolžni biti sočutni drug do drugega. V času bolezni, oziroma ko je bilo ta stiska, ko je možganska kap iskala, pa ni našla, ne, v tistem času, sem imel tudi ene zelo zanimive sanje. Jaz se ponovadi se sanj ne spomnim, teh sem se pa spomnil do potankosti, zato ker so bile pomembne za moje življenje. Pa vam bom povedal še to. V teh sanjah sem sanjal, bil sem junak.
Pred mano je bila ena zverina, recimo, če sem jaz v tej velikosti, je bil ta medved, namreč pred menoj je bil popolnoma razjarjen medved, ki je bil velik, tako kot je recimo tole, 3-krat višji od mene. Za mano so bili ljudje, nisem jih prepoznal, kdo so, ampak vem, da so bili in na meni je bilo, da jih ubranim pred tem medvedom. In v roke mi je bil dan meč, ampak ker sem ljubitelj Svete Trojice, ne, ta meč je bil v 3 delih. Prvi del je bil jeklen, potem je bil gibčen, žareč in potem je bil zopet jeklen. In prvi hip sem pomislil, kako bom jaz premagal to zverino, ne? Se me bo pokončala. Ampak mi je bilo dano spoznanje, da se bo srednji del pregibal in bo vrh konico usmeril točno tako, kot da bo usodno za tega medota. Poglejte, to je bil hec v sanjah. Jaz ne prenesem, tudi v filmih ne prenesem krvavih prizorov. In sem v sanjah, si morate misliti, prosil, da ne bi gledal te bitke. In se res ne spomnim. Se pa spomnim hipa, ko je bilo konec teh sanj, oziroma te bitke, in sem vedel, Medo je premagan, v smislu mrtev je. Ampak ne, Medo ni bil mrtev, ampak je tam, razumete, slonel na zidu, je ležal, takle je bil, ko en pijanc. Razumete? Tule je imel pa razparan kožuh, kakor da bi imel plašč gor, ne? Pa sem se pa zbudil in sem jaz dolgo razmišljal, kaj mi zdaj te sanje hočejo povedati, ne? Carl Gustav Jung, sanje, vse je neko sporočilo in sem razmišljal, najprej seveda meč, Sveta Trojica, to, ne? Pol jaz junak v imenu Svete Trojice. Samo veste, kaj sem pa pol prišel? Moje spoznanje, veste, kaj je? Da sem jaz bil tisti Medo. Ja. Da je ta Medo, zverina, dejansko moj ego. To spoznanje me je pa pretreslo. In sem prav vedel, da sem jaz bil tisti Medo. Tisti Karl, ki je bil tam, imel meč, v rokah je bil moj resnični jaz. 3-krat večji od tega mojega resničnega jaza, popolnoma podivjani, taki, ogrožujoč vse, ki so bili za mano, ki jih nisem prepoznal. To sem bil jaz, moj ego, ne. In zdaj sem dobil spoznanje, ampak Medo je bil na koncu zelo simpatičen, ne? Ker sam tisti mantel bi mogel sleči in bi bil kar luškan. Potem, mislim, sicer nag bi bil, pa bi spet vinili naredili, oziroma bi zakrili nekako to, ne? Ne, to je problem, ne? V sočutnosti, ko govorimo o Božji sočutnosti in razmišljamo o naši sočutnosti, je problem naš ego, ne? To vam zopet moram povedati, da imam jaz še ogromno dela. Jaz sem sebičen, problematičen, sem tudi dober, ne vam rekel. Ampak jaz vem, da na tem svetu imam še toliko dela s samim seboj, da sploh prepoznam svoj ego, da si dopustim prepoznati, da se ga osvobodim, da bom postal zopet brat, bližnji tistim, ki so v stiski življenja. Zdaj imam dve naloge, ne? Kot dec, da bom dejansko izročal v Božje. Jaz imam toliko dela, ne? Delo imam na svojem osebnem nivoju, v odnosu do Boga, da ne bom zadržal zase, da bom imel vero izročanja. Drugi del pa, da bom z Božjo pomočjo, ta srednji delček, lahko dejansko samega sebe osvobajal tega ega, ne. Vidite, kaj imate enega vajenca, imate pred sabo, ki vam govori. Ne? Torej, ampak, če vam jaz priznam to zase, ne, je preprosto samo zato, da bi si vsak priznal zase, česa se je potrebno osvoboditi, da bi lažje prišli skupaj v medsebojni resničnosti. Z manj ogroženosti, z več tiste odprtosti, sočutnosti in žlahtnosti. Jaz mislim, da je to poslanstvo v času in prostoru, ki ga živimo in ki ga med seboj delimo. Lahko pa naredim samo to, kar lahko jaz naredim pri sebi.
Jaz vam lahko pripovedujem svoje zgodbe življenja, tudi nocoj vam govorim svoje štose, ne? Ki pa so zame garaško delo še pred menoj. Ne? Zakaj? Zato, da bi tudi vas opogumil, da se ne bi ustrašili. Ker če mora kdo res kaj narediti v tej sobi, sem to jaz. Vi mnogo manj. Ampak jaz sem pa res en problematičen tip, to sem spoznal. Ne? Tako, to je to zanimivost. Ne? Obenem pa fantastična priložnost. Ne? Veste, zelo lahko je govoriti o zgrešeni in izgubljeni civilizaciji, ne? Ampak civilizacija, zahodna civilizacija sem jaz. Sicer ne pijem piva, ne? Zadnji čas, prej sem ga pa, ne? Ampak drugače, veste, še pred 3 meseci bi prišel mogoče domov, pa bi si odprl pivo za ceno enega življenja. Toliko stane cepivo zoper malarijo, ne? Približno 2 evra. Ampak na leto umre nekaj milijonov ljudi, ker nimajo za to cepivo. Ne? Jaz bi mirno spil tisto pivce za živce, bi si rekel, pa ni problem, ne? Sej lahko, ne. Ampak gre, veste, za globalno predrugačenje, ki se mora začeti pri meni. Kako slediti Božjemu navdihu, Božji besedi, prepoznati drug v drugemu tistega sopotnika, ob katerem lažje razbiraš svoje življenjske korake. Vsak po svoje. Začeti moramo pa pri sebi, ne. Nekateri pravijo, cerkev se mora spremeniti, ne. Tako fajn je šimfati cerkev, ne. En duhovnik je umiral, to pravi, to je vic. En duhovnik je umiral, pa so prišli k njemu sobratje, pa so rekli, ti imaš še kako željo, da ti izpolnimo. Je rekel, dajmo malo šimfati čez škofijo, to je tako fajn. Pa čez Vatikan, ja. Zdaj ne moramo, ko imamo papeža Frančiška. Ampak, veste, cerkev sem jaz. Jaz sem zahodna civilizacija, jaz sem cerkev. In jaz sem v zadnjem obdobju spoznal, da moram še veliko postoriti, ne? Da imam še mnogo izzivov, da mi preprosto ne more biti dolg čas. Jaz bi vam rad povedal še nekaj. In sicer, zdaj, koliko še imam jaz časa? Na kratko bi vam rad, to sem se še namenil, kako preživeti ta čas in prostor, to vandranje skozi izkustvo spoznanja dobrega in hudega, da nam bo to zanimiva priložnost. Jaz si samega sebe predstavljam, ko bom stopil pred ljubega Boga in bo ta rekel, no Karl, no ne Karl, takrat ne bom več Karl, ne. Karl Gržan sem jaz tukaj in sedaj, pa ne bom več Karl Gržan, ampak ne, ko se bo zazrl mame in bom zaznal, no kak je bilo, želim, da bo moj odgovor. Ni bilo enostavno, ampak bilo je dobro. To hočem reči Bogu. In mi se moramo zdaj pomagati, odkriti model življenja, da bomo lahko rekli to. Ni enostavno, ampak pravzaprav je pa bilo dobro. In tu sem si zamislil, recimo, tole našo življenjsko zgodbo, tole naše življenje kot potovanje. Potovanje skozi čas in prostor, lahko si predstavljate to tudi kot potovanje z turistično agencijo. Vi ste si izbrali Bog je sicer rekel, ne iti na ta avtobus, ne. Poglejte, tukaj imate ogromno avtobusov, ki peljejo na zanimive destinacije, sam lušen bo, ne. Ampak tam, mi smo si pa izbrali avtobus, ki je sicer zanimivost, ampak je avantura spoznavanja dobrega in hudega. Ampak zdaj tak, če smo že šli na to potovanje, ga izkoristimo kot dobro priložnost. Mi zdaj lahko na potovanju v spoznavanju dobrega in hudega celo življenje samo tarnamo, kako je grozen. Kako trpimo, mi trpimo, oni trpimo, ne. Sedeš to je bilo meni vedno v avtobusu, ne vem, kako so zdaj avtobusi, že dolgo se nisem peljal, až so še vedno tako nabiti. Je več placa. Torej jaz imam te dolge noge presnete, veste, in pa še zdaj se spomnim, ko smo šli na kakšno daljše potovanje, me je to grozno bolelo, ne. Mislim, grozno, vidite, kaj vam zdaj govorim, da je grozno bilo, ne?
Ampak tisto potovanje tudi prinese mnogo zanimivosti. In če je hudo, ne gre spregledati tudi, da je zanimivo, lepo, da je izzivalno, da je dejansko tudi, ko se nam dogodijo hude stvari, lahko to pomeni za nas marsikaj dobrega. Jaz sem po tistem, ko me je možganska kap, sem bil jaz popolnoma 3 mesece totalno zamorjen, ker se mi je zgodilo nekaj groznega. Predvsem jaz, veste, mi smo zelo navajeni, da smo pridni. Jaz nisem mogel biti več priden. To je bilo najhujše. Jaz sem odvisen od tega, da si priden. Ne? Čeprav mi gre beseda, kak si priden najbolj na živce, sem jaz odvisen od tega, da sem priden. Ne? Da me drugi vidijo, da sem priden, da ustrežem pričakovanjem in tako naprej. Ja, tak sem, ne, žal. Ampak pa nisem mogel biti priden in sem se držal strašno resno, trpeče, ne? Dokler ni prišel en otrok men in je rekel, ti zdaj vse veš, da jo imaš. Sem rekel, kaj imam? Pamet. Sem rekel, kako to misliš, ne? Mal me je zanimalo, mal sem bil pa ogorčen, mulj se norčuje z moje grozne bolezni, ne? In potem je začel praviti tisti vid, vse ga poznate, ne? Sta šle možganska pa srčna, mal na sprehod, pa je me bilo dolg cajt. Pa reče možganska, lej, tale bo moj, skoči na njega, on dol pade. Pa reče srčna, ta bo pa moj, skoči, dol pade. Pa padajo, ljudje padajo, pa reče možganska spet, le ta bo moj, skoči, on pa ne pade. Skoči še enkrat, on ne pade. Skoči še enkrat, on ne pade. Pa je možganska srčna potrplja po rame, pa reče, kaj se zaganjaš, vse nima nič. Namreč, otrok mi je razložil, da jaz vsej vem zdaj, da imam. Ne? In takrat sem se po 3 mesecih prvič nasmejal. Po 3 letih pa ugotavljam, da mi možganska dela tudi določene usluge. Res je, da posamezne podatke jaz mnogo bolj pozabljam, kot sem prej pozabljal. Že prej sem pa pozabljal, ne? Zdaj imam se izgovor, ne? Da sem imel možgansko, zato pozabljam. Ampak sem pa ugotovil, da možgani sami po sebi mnogo učinkoviteje ta spoznanja, ki jih pridobim, posamezne podatke, predelajo v tako imenovane skupne imenovalce za nadaljne spoznanje. Prej mi niso tako učinkovito povezovali stvari za nadaljnost. Pozabljam posamezni podatek, ohranim pa skupno to, kar pravzaprav ti moraš iz podatka vam potegniti. Tako da jaz bi osnovne šole zdaj ne naredil, bi pa naredil doktorat. Kajti za osnovno šolo si je pomembno zapomniti posamezni podatek in ga pravilno ponoviti, tudi za srednjo šolo, za kasneje pa pomembno misliti. Tako da, recimo, to je eno teh spoznanj. Tudi ne bi mogel živeti, recimo, jaz zdaj živim lahko kot kaplan v Lučah in Solčavi, ne morem biti župnik, ker veruka ne morem imeti, ne prenesem navzkrižnega govorjenja, pa še marsikaj, recimo, ampak lahko pa živim na samem, v hribih, ne, in je to neskončni privilegij. Odkar imam prepoved več kot pol ure na dan intelektualnega dela, sem danes od zdravnice, tako je rekla zdravnica, sem danes skoraj cel dan bil lepo v naravi in sem delal preproste stvari, ne, in molil. Veliko molim, ne, ker se mi zdi zelo pomembno, ker mi ne naredimo dobro drugim samo s tem, da mu kaj podariš, ampak jaz lahko zdaj molim, ne. Zato imam neskončno rad tihoto, tudi ko sem se vozil proti Ljubljani, imam rad tihoto in molim, izročam tolike, ki se mi pač priporočajo v svojih stiskah. Ja, torej, potovalni paket sprejmimo v celoti. Na tem potovanju bo res mogoče kakšna neugodnost, ampak večina stvari bo vendarle dobrih in vrednih. Pravijo, da se nam v povprečju zgodi v življenju 80% lepih in dobrih stvari. Zdaj pa zame vprašanje, koliko časa pa jaz govorim recimo o dobrih stvareh, ne? Koliko pa o tem, kar pač je neugodno. Ne? Se spomnim mojega duhovnega očeta, ne? Sem prišel k njemu in kdaj grem k njemu, ne? Veste, kdaj greš na stranišče? Kot je muka, ne? Jaz na mojega duhovnega očeta popolnoma pozabim, ko mi je lepo in fajn, ko mi je pa muka, pa takoj pokličem, ne? In bi rabil pogovor čim prej, ne? To je
To je pač zloraba. Ne? In enkrat me je imel ta moj duhovni oče poln kufer, ker sem mu vedno prišel samo zatežiti. Ne? A pokličete svoje prijatelje, ko vam je lepo, pa rečete, danes imam pa čudovit dan. A sam takrat, recimo, ko nas kaj stiska. Ne? To je zelo pomembno, da je v sorazmerju. Ne? In ko sem prišel k njemu, zopet, da bi mu zatežil, me je imel poln kufer, nazadnje se ta človek spoštuje in je rekel, zdaj pa Karl takole, ne boš prišel več k meni, dokler mi ne boš znal našteti 200 stvari, ki se ti v življenju dogajajo in so zate dobre. 200 meni dobri. Razumete? To je nemogoče. Ali je kakšna sploh? Ne? In potem me je on začel učiti. Ne? In je rekel, čist preproste stvari. Kje si se danes zbudil? Kje v hiši? A v hiši? A res, ja. In si, kaj, si prižgal lučko? Ja. Pa si videl? Ja, vidim, ja. Tudi slišiš kaj? Ja, slišim, ja, seveda, ne. Ampak mi še ni kanil, ne. Potem, razumete, preden me je pripeljal do WC-ja, sem imel že 20 stvari, za katere bi lahko bil hvaležen, ampak jaz tega sploh ne vem, ta presneta samoumevnost, ne. Zato pravi, recimo, jaz zelo priporočam molitev zahvaljevanja. Recimo, zvečer, razumete, mi otroke učimo, moj Bog, žal mi je. Jaz mislim, da si morate vi poslušati, predstavljati 6 milijard ljudi, moj Bog, žal mi je. Bog nam da pa toliko lepega. Razumete, kak čudovita narava. Mi pa, moj Bog, žal mi je. Sam to je res. Ja, žal. Veste kaj, v razmerju po ne vem kateri ameriški univerzi mora biti razmerje 1:5. Na en moj Bog žal mi je, moraš navesti vsaj 5 moj Bog hvala ti, ne? Ker to je tudi v razmerju do človeka. Ko me ti opomniš za eno stvar, da jaz mogoče nisem v odnosu do tebe v redu, ozavesti 5 stvari, kjer pa sem. In najprej povej 5 stvari, da bom lažje sprejel tisto, ki jo pa moram korigirati. Ne? Isto v odnosu do Boga. In to se moramo učiti. Pozornosti na to, kar je in je vredno in je lepo. In je razkošje bivanja. Mi tega ne vemo. Pa tudi mladi tega ne vejo. Ko smo šli na Rubanov kot, sem bil že na Razborju, skupina mladih, sem rekel, pa smo se pogovarjali, ne? Sem pa tja, sem povedal, sem jim rekel, naštejte mi zdaj 5 stvari, kjer ste vi carji. Mislite, da so vedeli, razen enega ni noben vedel. Vemo pa 20 stvari, kaj še ni, pa kje smo problem, pa kaj bi mogli spremeniti, pa kak drugi so, mi pa še nismo. Pa rečeš, povej, zakaj ti je življenje lepo? Ker imam ta nov mobitel, ali kaj že, ne? Ne vidi pa več tega, razumete, ne? Ampak mi moramo vedeti, in ko se zato pravi papež, hvala, oprosti, prosim. To so čarobne besede. Ampak zahvaljevati se človeku, naravi, Bogu, vsemu, kar nas obdaja. Ti se moraš vsak dan zahvaliti za minimalno 50 stvari, to se neko minimalno, da boš v zavestu, da ti je in prebudo v čutenju, da ti je življenje vendarle dobra priložnost, kljub vsemu. In to moramo učiti otroke. Zahvaljevanje, molitev zahvaljevanja. Na en Bog, moj Bog, žal mi je, 5 moj Bog, hvala ti. To je razmerje, to je resno razmerje. To je po raziskavah je to nujno razmerje. Jaz sem sicer to prenesel na molitev, ne, ampak mislim, da to za Boga tudi velja. Ne moramo Bogu sam težiti. Ne. Tako. Torej, potovalni paket sprejmimo v celoti. Res je, to potovanje ima nekaj neugodnosti, ima pa ogromno zanimivosti. In ko bomo prišli k ljubemu Bogu, moramo reči, ej, stari, ni bilo enostavno, ampak bilo je dobro. To moramo reči. In zdaj si moramo tu drugmu pomagati. Vi meni, ker ste slišali, da sem zelo nebogljen in začetnik, zato vas res prosim, da mi pomagate. Ne? Prijatelji povejo marsikaj. In ko mi povejo, da ne boste mislili, da jih poslušam s hvaležnostjo, takrat me to prizadene. Ne? Ampak so pa prijatelji mi zato povejo in mi pomagajo, da preraščam k radosti bivanja. Mi si moramo pomagati k radosti bivanja
v realnosti, ki jo doživljamo. Nikoli ne smejo te težave, ki so, prikriti tega, kar je lepo. Da bo pa to možno, moramo pa znati seveda tudi med seboj sočustvovati, žalovati. To je zopet eno zelo široko področje. Mi dejansko danes nimamo skoraj možnosti žalovati, ne? Izjokati. Ne? Pa ne mislim samo, ko nam nekdo umre. Tudi, ko se nam dogodijo krivice. Ne? Tudi, ko nas izdajo tisti, v kateri smo najbolj zaupali. Tudi takrat je treba odžalovati, da lahko dopustiš, da se je to zgodilo in da lahko odpustiš. In preprosto danes nimamo te pravice. Kak si dober sem. Najnovejše je še enkoli boljš, pa še ne bolj skažene. Torej, lažemo, da kar smrdi. In se puščamo, ampak to ni problem. To je malenkostna zadeva, napram tega posledici, da se puščamo same v realnosti življenja. Vsem gre fajn, sam naša družina ima probleme. Vsi so srečni, sam jaz imam stiske in potem jih skrijemo. Ne? Mi danes nismo bratje in sestre. Mi smo danes odtujenci. Tu se moramo povrniti k tej sočutnosti. Ne? K, bi rekel, solidarnosti v sobivanju skozi čas in prostor. Žalovati, ne? Prav razmišljam, ne? Ni, ampak to vam ne bom zdaj razlagal, ne? Kako so imeli včasih čas, da so žalovali, ne? Ko se je zgodila huda stvar. Recimo samo ob smrti so imeli zelo 3 dni, potem so imeli 7 dni, pol so imeli 30 dni. Zakaj 3 dni? Ko se je zgodil kaj hudega, pa ne gre samo za smrt. To je lahko primer. Recimo, ko te nekdo, ko zgubi službo, za katero si računal, rabiš ti 3 dni sočutja, noč in dan so bedeli ob mrliču, zaradi mrliča. Ne. Zaradi živih. Da tudi, ko so se po noč zbudili, so prišli dol in so tam bili ljudje in je bilo v hiši terapevtsko zvenenje. Molitev rožnega venca, ta skupna molitev, to je ena izmed najbolj terapevtskih frekvenc. Če gledamo že samo na nivoju živčevja. Hiša je zvenela v terapevtskem zvenenju. Zdaj pa ni modern na glas moliti. To gre za terapijo. Šumenje vode, ampak pred šumenjem vode je, kot rečemo, žlobodrajo, kaj rečemo, ne? So te ponavljajoče molitve. 3 dni. Še prej, pred tistim, ne, ko je pa nekdo umrl, ne, so pa takoj prileteli v hišo. Ta najbližji, zakaj? Zato, ker je bilo treba mrliča umiti, prednji je utrdel. Kaj zdaj ugotavlja psihologija? Psihologija ugotavlja, da tu, torej, ko se ti recimo, se ti zgodi huda nesreča, recimo si odrezeš prst, recimo, ne, padeš v šok, zakaj? Zato, da pobereš prst, pa se pripeleš celo sam doktorju, pa te pa on zakrpa, ne. Toliko časa si v šoku. Ko se ti zgodi huda stvar, izveš, da ne boš imel službe, ali pa recimo nekdo je umrl, nenadoma umrl, padeš v šok in takrat morajo prileteti, da ne utrdi in ne ostane v tebi kot smok. In te morajo takoj izmivati, ne, truplo pač umivajo, to je obred, en obred za to, da so prišli. So rekli, moramo priti takoj, ne, ampak dejansko so pa se sočutjem izmijali. In pa je on 3 dni lahko, ko so prihajali v hišo žalosti, izrekel, mi zdaj takoj spakiramo, po možnosti še imajo marsikje še komunalo, ne. Čujte, kako naj bo podoba, tista podoba, v kateri je bila meni neka oseba draga, odpadek smet, da pride po njo komunala. To je totalno izrojeno. Če kaj komunala, to ne more delati. Ali pa naj si da ime, kaj zvem, moj mir, ali pa kaj že. Razumete? Razumete zahodno civilizacijo? Ampak gledajte, tako kot jaz zdaj to ozaveščam, pri vas morate tudi vi ozaveščati. Danes ni več čas, da bi molčali. Danes je čas, da zastavimo svojo misel in tudi svojo besedo za prebojenost, vrnitev človekovega dostojanstva v sočutenju. Mi se pa damo furati stricu iz ozadja, to je ne Kučan, ampak globalni kapital,
Meni ga tako na živce mi gre, razumeš? Strici iz ozadja, pa neke tam stričeke omenjajo. Strici iz ozadja je interes globalnega kapitala. Drugi so samo lutkice male, tam smešne, lahka. In mi se moramo temu stricu iz ozadja upreti za osebno ozaveščeno mislijo, za samozavestjo, da zastavljamo svojo misel, svojo besedo za povrnitev medsebojnega sočutja, ker nas v to primora Jezusov zgled. Mi ne smemo molčati. Ne smemo. Ali pa nismo kristjani, pravi papež. In pol, po 3 dneh, so pa lahko dali v zemljo, ampak prej so šli k maši. Pa 7 dni. 7 dni pa zakaj? Kar naprej so laufali v hišo, sem pa tja. Niso takoj po pogrebu, razumete? To sploh ne moramo razumeti, ne? Zato, ko je meni oče umrl, smo imeli slovo v ožjem krogu, ne? Da smo si lahko privoščili žalovanje, ni treba iti takoj po pogrebu na šnicl. Ker mi imamo zdaj sedmino, imamo takoj 10 minut po tistem, razumete, ko smo se poslovili, moramo jesti že šnicl. In na koncu se nekako spodobi, da če že kje reče kak dovtip, da se že malo narežimo, ne? Ne? Razumete? Danes žalujoči morajo delati uslugo tistim, ki so ob njih. Ustreš njihovim pričakovanjem. Bod močen, ne? Kdo je to rekel prvi? Jaz. 7 dni, po 7 dneh so pa se usedli. So šli k maši, pa so se usedli, pa so jedli. Pa že moraš, ker to je proces žalovanja. Potrebno je žalovati, da zmoreš odžalovati. Pa 30. dan, pa so pa obletnice. Po 30 dneh so mogli pa črne cote dati proč. Ampak so jih lahko dali, ker so imeli pravico žalovati. Ne? Da sem prišel malo na to. Sam jaz sem mogel zdaj končati. Ne? Preprosto zato, ker imam jaz tule toliko točk in tole preprosto ne bo šlo, ker sem že pokuril 1 pa 10 minut. Vi ste pa imeli nekak urco, ne? Ste rekli? Ne, jaz mislim, že smo vsi zadaj. Ne sme biti predolgo. Da bi še naprej poslušali. Ne bom predolgo. Torej, samo veste kaj, gledajte, jaz tako zelo verjamem v moč Svetega Duha. Božji duh prebuja. Berite Božjo besedo. Zame je evangelij edina alternativa. Sveto pismo je alternativna misel, ki jo moraš prebirati. Ker drugače ne boš imel alternativne misel, ob čem boš preraščal miselne zanke oziroma miselne ujetosti. Se bomo ujeli. In bomo, ker smo naučeni misliti pravilno in pravilno ponoviti, nas bodo dejansko ujeli v interes. Našo misel bodo vodili v interes. Jaz sem pred par meseci vrgel televizijo iz hiše. Zato, ker sem ugotovil, da mi ne prinese nič inovativnega. Tudi imel sem tisto, spet ne smem povedati, Total TV sicer bila, ne, ker sem v taki dolini, se veš, Tina, kje sem, ne, in tam ne seže drugo. Sem se rekel, bom gledal History Channel, pa take stvari, ne, moram. Se nisem nič novega zvedel, če berem knjigo, tam mi pač naredijo dopadljivo, dajo vizualizacijo, ali pa potem gledaš Animal Planet. Jaz imam polno okrog hiše, imam polno hroščkov, močeradekov, jazbec mi vsako noč, pa so pa rekli, če bom luč prižgal, da ne bo šel, mojega jazbeca sploh ne moti luč. Ne? On zgleda še boljše, vidi pa rija tam po tistem, pa išče neke črvičke. Te sem pa vprašal, kmete, je to koristno, pa so rekli, da pač razrito je, ne? Kaj te pa kar hočem. Imam ose. Zadnjič sem zlak srcu kosil, to mi tudi sprošča. Zato, ker jaz ne morem nehati misliti, ne? Zdaj imam pa prepoved, preveč intelektualno delati in lak srca tako negravžno tuli, da res ne morem misliti, ne? In razumete, jaz zlak srcu lepo kosim, jaz sem vedno, veste, proti modnim muham, torej, se vidite, da imam hlače zelo široke, ne? Zdaj pa so ozke hlače, ne? In jaz pač podzavestno imam rad kontra, ne? Zgleda, da še nisem pubertete čisto dobro preživel in jaz tisto kosim. In veste, kar naenkrat mene nekaj tukaj užge.
Pa mislim, kaj kamen padel glih tukaj? Ne, sem pa na osjem gnezdu stal. In široke hlačnice, ko bi vi to videli, kak sem se jaz slačil tam, kak sem skakal. To ni bil ples v krogu, ampak je čist samostojna koreografija. Ne? Imam tudi ose, ampak to osje gnezdo je potem nastradalo. In nisem vedel, kaj je. Prvo sem mislil, da je lisica. Lisica je bila. Lisica napade osje gnezdo in po noči boge srotice jih je razkopala in pa pojedla tisto. Ne. Zakaj bi jaz mogel gledati National Geographic, če imam pa jaz to, razumete? In če gledaš ti v živo enega hroščka, ne, veste, koliko je to zanimivo. Ne? In jaz sem ugotovil, da zato, ker mi tam servirajo, vizualizirajo pač to, kar imam jaz v naravi, da mi dejansko da me kradejo pozornost. In ker sem odvisnik, ne, zakaj ne spijem piva zvečer, kar ni nič narobe, ne? Razumete, ker sem ugotovil, da sem odvisnik. Jaz pa bi rad se osvobodil vsega, kar me lepi in me dela nesvobodnega. Pa nisem alkoholik, da nisem mislil, ne? Ampak ne, ker nočem. In so me popali in sem bil odvisen. Tako sem enkrat obiskala ena družina, se to tako ne boste dal noter, jaz zdaj pravljice govorim, pa zgodbe. Obiskala ena družina, gospod je ozdravljen alkoholik, gospa pa je lepo spila kozarec vina in je rekla, kateri znamo piti, ga lahko pijemo, kateri pa ne znate, pa pač ne pijete. Jaz sem ugotovil, da ne znam televizije gledati, ker si utrujen, pa moraš prehoditi 1 uro, da ugotoviš, da ni nič. Ne? In pol, ker ne moreš verjeti, da ob tolikih programih res ni nič, greš še 1 uro nazaj. Pa res ugotoviš, da ni nič. Razumete, jaz imam toliko knjig zanimivih, toliko tega, ali pa debat, ali pa pogovorov. Ne? To je meni mnogo boljše. In ker sem odvisnik, pač sem odstranil televizijo. Tak, ne? Jaz vam govorim svojo zgodbo, za vašo zgodbo. Ne? Ker lahko se je smejati meni, nasmehnimo se sebi. Ker jaz se mnogo moram samim vse. Ker takrat, ko se nasmehneš, ne, to pomeni, da se dobro učiš. Ko se učiš zagrenjenost, a pa občutek kriv, da to nisem vredel, pa nisem vredel, pa tisto, to ni vredno. Ti moraš na nek način ugotoviti in se samemu sebi režati, da si tisti 3-metrski medo zavaljeni. Ampak veš, tvojemu resničnemu jazu, tvoje biti je dan v roke meč, ki ima v sredini božji delček in lahko z božjo pomočjo ta ego se premaga. Smejati se, ker Bog hoče, da smo srečni. Bog ne želi, da smo zamorjeni učenci, ampak da se na svojo resničnost nasmehnemo. Vsako leto za pratiko, kaj napišem, ker imam res toliko tega in imam že načrto naprej že za par let, ker se mi kar naprej dogajajo. Ja, Nikolaj Kozanski je napisal Čmrlji ples, jaz sem pa zdaj pisal o osjem plesu. Niso plesale os, ampak sem jaz plesal po taktirki os. Tako, ja. Toliko tega. Jaz bom zdaj moram končati. Veste kaj, tu imam jaz preveč napisano in preprosto ne bom mogel. Lahko napišete, se nadaljuje, sam se ne bo nadaljevalo. Ja, tako, v redu. Moram res končati, ker mogoče bo še kjer od vas kakšno misel povedal, se vam upravičujem. Ampak jaz preprosto imam pol ure samo intelektualnega. Torej, mogoče je bilo noter 15 minut intelektualnega, ostalo je bilo pa malčke okraska. Tako da upam pa, da je za vsakega bilo kakšna misel, ki vas je nagovorila, predvsem pa spodbudila k radosti bivanja. Razumete, mi smo se naučili tudi greh, ne, to je greh je grozno. Ne, greh je izkustvo, ki te mora pripeljati k novemu. Ne. Ravno danes sem se pogovarjal, recimo, o tem piše Dostojevski fantastično, ne. Življenje nas uči, ko nas izuči. Vse nekaj prebereš iz Svetega pisma, nekaj ti svetuje duhovni oče ali pa si dobil od svojih staršev, ne? Nekaj od tega sprejmeš. Ampak nekaj pa kakor, da moraš izkusiti, da moraš vstopiti. Ampak tisto te potem naredi. Zakaj? Ker so naši možgani tako ustvarjeni, ko doživimo posledico napačnih ravnanj, kot bolečino, kot neugodnost, kot neprijetnost,
nas naši možgani sami preusmerijo k drugačnemu ravnanju. Spoznaš in lažje drugače ravnaš. Ne? Tok tega je, veste, življenje je tako zanimivo, to Božje stvarstvo je tako fantastično, najprej v vsakem izmed nas, potem pa tudi vsem, kar nas obdaja. Res veselice in si predvsem stati ob strani drug drugemu v resničnosti svojega doživljanja. Ne se ustrašiti življenje. Ta avantura, zemeljska avantura se res lahko zdi v določenih stvarih zagonetna. Ampak če se odpremo drug drugemu kot sopotniki in če vemo, da smo med seboj bratje, sestre, Bog je pa naš oče in učitelj, mi pa učenci življenja, če se ne zapustimo v tej naši resničnosti, postane vse ena zanimiva in dobra priložnost. In najhujša brezna pogosto napovedujejo izjemne vrhunce, izjemne vzpone. Tak, želim res, da bi drug drugemu stali ob strani z resničnostjo svojega življenja, z spodbudo, sočutjem, s pozornostjo. Za nas tako uči Jezus, ne? Tega se pa ne bomo dotaknili več. Ja. Tako jaz sem res zahvaljujem. Malo sem bil predolgi, ne? Ampak pač vse. Te pa, če ima kdo od vas kakšno misel, kakšno spoznanje, pač ni bilo to, tak bi rekel, strokovno, ne? Ampak je bilo pa, upam, da življenjsko in nagovarjajoče. To je bil pa tudi cilj. Ima kdo kako vprašanje, misel, če je? Jaz bi se vam rada zahvalila za tole knjigo, ker sem na koncu prišla do Desiderata, ker sem jo zgubila enkrat, mi je en gospod dal. Ja. In sem zelo vesela, da je napisano vaše. Sam zaradi desiderate? Ali tudi zaradi prejšnjega, kaj? Tudi, se si hecam. Malo se šalim. Se vem. Tako je rekel eden, če hočeš najti desiderato, preberi, vzami skoraj katerokoli knjigo od Gržana in boš jo našel. Ja. Enih 3 je pa res manj objavljeno, ali 2, ne vem. Ja. Kako? Reci, Marjanca, na glas, kar korajžno. Kako? To je zaželeno, to je en tekst, ki je izjemno lep. Če boste si knjigo sposodili v knjižnici, je dovolj, če preberete samo tisto na koncu. Lahko pa na koncu preberemo to, ne? Vili, boš ti prebral? Na koncu je, mislim, da čisto na koncu. No, jaz se ti zahvaljujem za to bratsko pričevanje. Hvala, Vili. Mi je zelo všeč, sploh, ker smo se smejali. Za medved, jaz sem prepoznal, ne, skoro sem sem pa mlajši, so še kilometri, da mu gotovo, da je tudi tle bolj prazno. Kje letnik si ti, Vili? Je pa res mlad. Čakaj, da ti damo zvočenje, da te bojo slišali. Bi bilo super, ne? Ne, tebi bom dal tole. Tole v ne bom dal. Da te bo inštalirali. Adam, kar zraven pa je. Ja. Pa vam povedal še nekaj o inštalaciji duhovnika. No, ja. A tisto, ki se je slišalo, ko si... Bil na WC. Ja. Ti smo brali, smo se režali. Jože je bral Roblek, mi smo se prežali. Torej, desiderata. Spokojen hodi skozi trušč in naglico sveta in se spominjaj miru, ki ga najdeš le v tišini. Kolikor je mogoče, bodi v dobrih odnosih z vsemi ljudmi. Svojo resnico pripoveduj mirno in jasno in prisluhni drugim, tudi neumnim in nevednim, zakaj vsakdo ima svojo zgodbo. Izogibaj se bučnih, napadalnih ljudi, ker so breme za dušo. Ne primerjaj se z drugimi, da ne postaneš zagrenjen in ohol.
kajti vedno bodo večji in manjši od tebe. Veseli se svojih načrtov. Ohrani navdušenje za svoj poklic. Naj je še tako skromen, saj je pravi zaklad v spremenljivih časih. Pri odnosih bodi pazljiv, kajti svet je poln prevar. A zato nikdar ne spreglej, da je tudi zvrhan kreposti. Mnogi hodijo za visokimi vzori in povsod je življenje polno junaških dejanj. Bodi kar si, bodi svoj. In nikoli ne igraj ljubezni, pa tudi ne preziraj je, čeprav si razočaran in ogorčen. Zakaj ljubezen je večna, kakor je večna tudi trava. Spokojno sprejmi izkušnje let, drugo za drugo skladno odlagaj stvari iz mladosti. Neguj duhovno moč, da te bo obvarovala nenadne nesreče. Ne spravljaj žalost samega sebe z izmišljotinami. Mnogi strahovi se rodijo iz utrujenosti in osamljenosti. Vzdržuj zdravo disciplino, a vedno bodi do sebe tudi blag. Otrok vesolja si, nič manj, kot so drevesa in zvezde. Pravico imaš biti tu. In če to veš ali ne, vse v vesolju poteka natančno tako, kot je prav. Bodi torej v miru z Bogom, vseeno, kako si ga predstavljaš. In ne glede na to, kakšno je tvoje delo in kakšne so tvoje težnje v bučnem vrvenju življenja, ohrani mir v duši. Kljub vsej nesnagi in žalosti, kljub vsem izničenim sanjam, je svet vendarle čudovit. Bodi pozoren, bodi srečen. To besedilo iz leta 1662, imenovano Desiderata za želeno, so našli v cerkvi svetega Pavla v Baltimoru.